Dober večer še zadnjič letos v naši družbi. Nocoj je na Ptuju dan žalovanja, saj so slavnostno pokopali pust. Današnja oddaja pa bo v znamenju povork. Naša ekipa je med drugim obiskala pustno povorko v Dornavi, kjer se vsako leto domačini še posebej potrudijo in izdelajo inovativne maske. Poglejmo, katera maska je navdušila letos. Na Fašenku po Dornavsko pa so seveda glavni cigani, je tako? Tako. Kdo ste cigani, kaj se vam danes tu v Dornavi dogaja? Ja, danes imamo cigani svoj praznik, Fašenk po Dornavsko, to je naš teren. Kako dolgo ste že vi ciganica? 20 let. Pa zakaj? Zakaj vsako leto znova to počnete? Ne vem, pa ni za iti, da se pa začneš mazati, pa si vzameš obleko ven, da pa te prime, da pa moraš iti, moraš. Ob dobri glasbi si cigani še kaj spečejo, se veselijo, zapojejo, zaplešajo, predvsem pa ne hitijo. Za vse najdejo čas. Prižgajo cigareto, pijejo kavo, na svet gledajo svetle plati. Na etnografskem liku cigana iz Dornave je nek poseben čar, ki ga težko obesedimo. Najbolj pomembno je, da si cigan s srcem. Organizatorji so to povorko pripravili že 24-tič. Tako vsako leto je Dornav, je Fašenk po Dornavsko, letos je 24. na kar smo posebno veseli. Moram povedati, da naše etnografsko društvo Cigani Dornava smo organizatorji. Zelo hvaležni smo, da nam občina prisluhne, da župan poda določena sredstva, kajti brez tega ne bi bilo možno Fašenka izvesti. Člani našega društva pa si prizadevamo in smo res pridni, da Fašenk izpeljemo, da naredimo vse potrebno, kar je za Fašenk treba, in se potrudimo z pridnim delom. Tudi v Dornavi imajo svoje orače. Polje, kdor bo tebe ljubil, polje, kdor bo tebe ljubil, ko bom jaz na rajžo še. Čutimo neko dolžnost do tega, da to prenašamo iz roda v rod, ker pač so že naši dedeki in to je že zelo dolga tradicija, ne? Zavedajo se, da je biti cigan nekaj posebnega in edinstvenega, saj je potrebno veliko notranjega navdiha, da postaneš lik. Tudi mladi peljejo to dolgoletno tradicijo naprej po stopinjah prednikov. Mi se imamo super, v Dornavi je ful fajn, resen, stalno, ne? Vse vete. Zakaj si ti rada ciganica? Kako je? Ker sem rojena ciganica, ker smo... Jedan kamen za sreču, Po koliko imata, po koliko? Za vas 1 evro, 1 evro. 20 evra i za vas... Louis Vuitton. Očala. Ray-Ban. Original. Dornavski domačini si ne znajo predstavljati Fašenka brez te tradicionalne povorke. Našemijo se in mimoidoče maske ter obiskovalce pogostijo. Kaj smo pripravili? Flancate, roglece, krofe, sadno pecivo, pa še one, ja, kavico pa so pa ja. Radi veste, da vas obiščejo? Jaj, še kak sem vesela, ja. No, tukaj pa imamo dornavske palačinke. A so dornavske palačinke? Ja, verjetno, ja. More biti domače. S čim ste jih nadevali? Kaj vem, z nutelo, marmelado, vse je kaj možno. Ja. Iz vrst dornavskih ciganov prihaja tudi 14. princ karnevala, ki vsem sporoča tole. Danes se imamo lepo, v Fašenku jejte, pijte in se veselite in volite dobre volje. Katera je najbolj tradicionalna ciganska? Ja, kera, Marko. Mi pa dajmo. Bomo, da, čakamo. Morajo se psihično. Marko, sunce ti je tako, znaj, da treba te. Sve je pusto, bez tebe je gusto, dođi na more. Marko, sunce ti je tako, znaj, da treba te. Sve je pusto, bez tebe je gusto, dođi na more. Še na eni povorki smo bili, v Vidmu pri Ptuju, kjer so domačini pripravili pravi spektakel v maskah, ki so ga poimenovali kar Fašenk po Videmsko. V povorki so sodelovale tudi maske iz sosednje Hrvaške. Tam je bila naša Špela.
Na pustni ponedeljek nas Fašenk po Videmsko pozdravi z enim prečudovitim špalirjem korantovih kap. Vrede. Si kaj utrujen? Tak. A je težko ružiti in nositi to opravo? Niti ne. Zakaj pa ti rad to počneš? Zato, ker je fajn. Pač hudiček ima dosti manjšo masko, vile ima, pa taki mali zvonček, ko manj ruži, pa imaš manj dlakic, lahko si rdeč ali pa črn, pa imaš rogece, pa odzadaj imaš tako smrtno glavo. Zakaj pa si ti prišel danes na Videm? Ker sem želel biti v povorki, ker je fajn. Hudiček je zato, da ni tako fejst naporno. Hudiček imajo manj zvoncev, to pomeni, da so lažje od kurenta in lažje tečejo, hitrejši so od kurencev. Pač bi vedeti, da sem hudiček. Tradicionalne pustne povorke skozi Videm pri Ptuju se vsako leto udeleži več kot 1000 sodelujočih etnografskih in drugih pustnih likov. Mi smo pa snežaki iz Pobrežja, jaz sem pa zimska kraljica, rečemo. Zakaj ste izbrali ta motiv maske? Ne vem, nekako smo se v društvu organizirali tako in so predlagali punce, da bi ne bili zima, ker dejansko ni, pa dajmo pa prikazati, ne? Se imate fajn? Zelo. Mi predstavljamo prvo niverško ladjo, zaradi tega, ker v zadnjih letih nam vode zalivljajo kleti, ogromno imamo vode, poplav in tako naprej, smo rekli, nekaj trebamo spremeniti. Obenem pa tudi v naši občini odpiramo neko športno jezero in bomo verjetno tam porabili to za malo kako promocijsko zadevo. Mislim, pa se še zasluži malo večji bombonček. Ja, hvala. Princ Vegan, povej, grad danes prevažaš kar zraven. Ja, grad si danes vozim sebi, jutri pa pridete na licitacije. Zdaj bojo, ali bo vzela občina Kidričevo, Videm, pa tu imam možnost licitirati, tako da upam, da bo uspela licitacija. Drugače si ponosen na svoj grad in ne nazadnje na to, da si princ. Zmeraj, vedno in povsod, pa tudi reševina še ni, ampak mislim, da bomo ga skupnimi močmi nekako rešili, da bo postal res grad kot grad Turnišče. Med koranti iz Pobrežja pa seveda zasledimo tudi bivšega princa. Povej, princ, kako se počutiš danes v korantovi opravi? Čisto fašensko, žal mi je edino, da je jutri torek. Da je konec, a ne? Res da. Je bil pust zate prekratek? Ja, seveda, tako kot običajno, tako v tistih časih, ko sem bil aktualni princ, zdaj pač korantovi opravi, ampak to je vedno prekratko. Povej, kaj ti pomeni korantova oprava? Ogromno. Tako kot pravi naš prijatelj Branko, koranta nosim v sebi, ne na sebi. Na tradicijo fašenka in maskiranja v občini Videm je ponosen tudi župan. Izredno sem zadovoljen, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da se postavljamo ob bok ptujskemu karnevalu. Kajti 36 skupin, v katerih je preko 1200 nastopajočih za eno občino Videm, ki šteje 5700 prebivalcev, vseeno nekaj pomeni. Če k temu prištejemo še veliko število obiskovalcev današnjega ogleda fašenka na Vidmu, je mera polna, tako da smo lahko zgolj in samo zadovoljni. Seveda se pa nadejamo, da bomo sledili temu in v prihodnem letu oziroma v prihodnjih letih še kaj dodali. Kako se občina kot taka trudi, da podpira to negovanje tradicije in pa nenazadnje tudi društva, ki se pošteno trudijo za to, da ta zgodba še vedno živi? Občina Videm z svojo bogato tradicijo na področju vsega tega, kar je povezano s pustom in pa z bogato kulturno tradicijo, ohranjanjem ljudskih običajev, med katerimi zagotovo sodi tudi fašenk, je seveda nekaj, kar smo dali v mozaik naših dogodkov. Te bomo nadgrajevali in tudi v turističnem smislu začeli tržiti. Fašenk po Videmsko je dogodek, ki je letošnje leto obeležil že 25. obletnico.
Pustni čas se počasi poslavlja, kar pa ne velja za dogajanje v najstarejšem slovenskem mestu. Kuhna na dvorišču je bila znova z nami, tokrat v norčavi preobleki. Danes je tradicionalna kulinarična tržnica mestni trg napolnila s prijetnimi vonjavami znanih in manj znanih jedi, ki so jih pripravljali kuharski mojstri Grand Hotela Primus, pizzerije Andiamo in Luk Bistroja. Mamljivi vonj je privabil k dobrotam, ki so jih tokrat pripravili lokalni ponudniki. Tradicionalne sestavine za ta čas so spremenili v moderne in priljubljene hamburgerje ali pa hot doge. Ja, goveji burger z hrenom, pa potem zelenjavo pa solato. Potem imamo, vegetarijanski burger z kravjim sirom, pa potem še malo zelenjave, pa potem še imamo sladico, so palačinke z gozdnim sadežem. Imamo krajinsko klobasu, kao američki hot dog, v prilogi imamo kislo zelje rdeče, navadno zelje, ocvrta čebula, korenček, kislo zelje, salsa od paradižnika, malo pekoča. K dobri jedi pa se prileže tudi dobra kapljica. Konrad Frsten zrne vina so vedno prisotna na kuhinji na dvorišču, tako kot je tudi prav. In danes gleda sonček, je veter sicer tudi, ampak v vsakem primeru vino vedno steče po grlu, ne? Seveda niso manjkali tudi pustni krofi. Vidim, da tukaj pri vas ponujate takšne domače krofe. So vegetarijanski krofi, so odlični, malo drugače pridelani. Kaj še imate v ponudbi? Imajo tudi razne žganice, točeno pivo v plastenki in seveda špriceri, ki ne smejo manjkati. Mamljivi vonj in dobra kapljica, pa kurenti in nasploh pustno vzdušje je privabilo tudi danes v center mesta mnoge obiskovalce. Kot pravijo, jih je letošnje dogajanje navdušilo. Fajn, mi smo letos prvič na Ptuju v torek, tako da super, meni se zdi fajn, pa krasno vreme je. Kakšni so vtisi torej? Prijetni, lepi, fajn. Kaj pa je bilo tebi najbolj všeč zdaj v tem pustnem času tukaj na Ptuju? Kurenti. Zakaj pa kurenti? Zato, ker so mehki, pa ker imajo zvonce, pa lepi so. Meni je bil najbolj všeč maske, ker so bile lepe. Je pa drugače, ne, doživeti eno takšno pustovanje, tudi danes začinjeno s kulinaričnimi dobrotami, ne? Ja, zdaj se odločamo, tako da bomo poskusili. Enkratno, zdaj smo tu točeno pivo spilo, smo že krof pojedlo, potem pa še imajo tu vse burgere, vse imajo klobase, tako da ni. Je dobro? Odlično. Je takšna pristna domača, lahko bi rekli pustna hrana, ne? Ja, tako kot mora biti. Danes še, jutri pa posel. Ja, 40-dnevni naj bi bil. Sicer pa so kuhno na dvorišču pripravili že 4. zapored. Trend ulične prehrane, mislim, da se je v zadnjih par letih po celotnem zahodnem svetu, rečemo, pač toliko razširil, da je bil tudi čas, da pride do nas, ne. In ogromno kvalitetnih ponudnikov, ki je na Ptuju, predstavlja pač čez celo leto. Pustna kuhna na dvorišču je prva edicija, seveda, ne, potem pa imamo še 4 ali pa 5 čez leto. Mislim, da je potreben vezaj tega, da še v mestu se ponudi nekaj zraven za takšne dogodke, kjer nas obišče več ljudi, da malo spoznajo. Seveda tako domačini, kot tudi tuji to, da so naši gostinci odlični, tako v pripravi hrane in seveda različnih pijač. To je bil tudi pust mastnih ust. Jutri pa je pred nami pepelnična sreda, čas, ko se tudi uradno začenja 40-dnevni post, ki pomeni pripravo na veliko noč. Karnevalska dvorana pa je včeraj popoldan bila rezervirana za zabavo z najmlajšimi. Ribič Pepe je znova poskrbel za plesno zabavo z najmanjšimi maskami, zabavo pa sta popestrila še Be Cool. Poglejmo, kako je bilo. Na pustni ponedeljek se je odvila še ena velika otroška pustna zabava v karnevalski dvorani na Ptuju. In kdo je zabaval naše male maškare? Da je fajen, zvest, pa fajn poje. Da je vesel, pa prijazen, pa da nas zabava. Zabavnega, igrivega, rad ima otroke. Da je fajn, pa da je zabaven.
Tako so otroci opisali ribiča Pepeta, ki je poskrbel za odlično zabavo in pravi, da je kurentovanje na Ptuju največji in najboljši pustni festival na svetu. Letos je smola s fašingi. V Italiji so odpovedali Beneški festival. Odpovedali so vse festivale v Veneciji, Giuliji, v Lombardiji in tako naprej. Ampak najhuje pa to, da so odpovedali to zaradi koronavirusa. Ampak odpovedali so pa tudi festival v Rio de Janeiro. A veste zakaj? Ker so zvedeli, da je ptujski fašing pač boljši od Ria de Janeiro, a ne? Zakaj ima ribič Pepe rad otroke? A poznate boljšo službo od moje? Otroci so najlepša stvar na svetu. O tem se gotovo strinjamo z ribičem Pepetom. Sta pa na Ptuj zabavati otroke prišla tudi brata Anej in Rok, ki jo mlada druščina zelo dobro pozna pod imenom Be Cool. Veš kaj, se mi zdi, da je ful fajn, ko nimaš izgovora dan slabe volje biti na takem dogodku, tako da tudi verjamem, da ko prijemo na oder, da bomo videla samo nasmejane obraze, pa to je to, da se bomo imeli fajn. Kar je v bistvu pa smisel vsega kurentovanja, in smo res vesela, da smo danes tu. Kako se vidva spomnita kot majhna fantka pustovanj in tega pustnega časa? Ste se maskirala? Jaz osebno sem bil bolj otrok, ko nisem se rad najbolj maskiral. No, saj vidite, da zdaj še nismo, da bomo na koncu dala nekaj na sebe, preden da gremo na oder. Ne vem zakaj, mogoče nisem bil dovolj sproščen vedno, ampak definitivno je pa fajn, ko si ljudje dajo maske gor, ko se sprostijo, relaksirajo in so lahko tisto, kar v resničnem življenju niso. No. Ja, mi smo tudi imeli ponavadi kar s šolo neke skupne maske, zdaj da bi se sam v kaj oblačil, nisem bil, no. Se pa spomnim, da vsako leto smo s šolo dali, ne vem, ali si imel plastično smetno vrečko, gor smo imeli maske, ali pa si imel neko karton, tako da. Kurenta ste že kdaj bila? Ne. Želela poskusiti? Kolikor sem slišal, ni biti enostavno kurent, ker imaš obleko, ki je zelo težka, pa vsi ti zvonci, pa to. Mogoče bi poskusil za 10 minut dati to gor, ampak vsa čast vsem, ki to nosijo in res vso to težo. No. Mogoče en dan namesto fitnessa lahko rovo. Ja, tako. Ampak tudi glasbenik ni lahko biti, tako da lahko rečemo obratni smeri enako. Zakaj uživate na odru in rada to počnete? To je kar dobro vprašanje, v bistvu, ki ga velikokrat kar težko odgovoriš. Jaz verjamem v to, da ko dobiš feedback ljudi, ki te pač radi poslušajo in ne vem, ful so uredne, ko te nekdo ustavi na ulici in ti reče, rad te poslušam, to je mislim, da tisto, kar te žene naprej. No, in mislim, da se bo gospod brat kar strinjal s tem. Gospod brat se bo kar strinjal s tem, jaz tako sem prej rekel, danes vemo, da bojo vsi dobre volje in zaradi tega komaj čakamo, da gremo na oder. Ker pač to, da vidiš, da nekomu polepšaš dan, po mojem ga ni človeka, komu ne bi bilo to všeč. In je po mojem boljš kot katerakoli droga na svetu to, da dobiš tisti feedback, pa malo adrenalina v sebe, ko vidiš obraze pod sabo. Obiskali smo tudi največji praznik v Markovcih in se v šotoru pozabavali z maskami, ki so plesali ob ritmih grupe Vigor, Luke Basija in Modrijanov. Zadnja pustna noč na Fašenko v Markovcih je bila v znamenju hrvaške glasbene skupine grupe Vigor. Gre za eno najpopularnejših zasedb, ki vedno poskrbi za noro zabavo in odlično vzdušje. Skupaj z njimi so obiskovalci zapeli njihove najbolj znane hite. Šator in masline, Još fališ, Marija, Da sam ja on, Život je raj in mnoge druge. Pustni vikend je v Šotor Markovci vsak večer pritegnil številno množico zabave željnih. Tudi ta večer ni bil izjema. Nekateri si želijo, da bi fašenk trajal dlje, spet drugim pa je prav, da se zaključuje. Odlično! Zakaj vam je všeč danes v Markovcih? Zato, ker je super muzika, super vzdušje pa super čala. Fašenk imate tudi radi? Zelo! Zakaj?
Zato, ker je to neprimerno vzdušje celemu letu in je res to en dogodek, ki ga ne morejo ponoviti v enem letu. Super, odlično, najboljša čaka. Danes je zadnja noč v Markovcih, ti je kaj žal? Ja, lahko bi še bilo jutri, pa pojutrišnjem. Lahko bi bil pušč čez celo leto. Ja, celo leto, še septembra. Super, super. Danes je zadnja noč, vam je kaj žal? Zato izkoristimo. Super, ja, res super. Vzdušje je krasno. Ti je kaj žal, ker je zadnja noč? Ne, to je posada pozabna. Super. Danes je zadnja noč, vam je kaj žal? Hvala Bogu, da konec. Dobro, odlično. Povimo, kaj ne. Danes je zadnja noč, ti je kaj žal, da je konec pusta? Prosim? Če ti je kaj žal, da je konec pusta, ker je danes zadnja noč? Ja, žal. Vsega lepšnega, enkrat konec pravijo, ne. Pač, bomo zaključili. Člani grupe Vigor so poskrbeli za fantastično in zares nepozabno zabavo, predvsem pa za nore in vroče pustne plesne ritme. Sve duži dan, sve teže mi pada moj rođendan. Tvoj parfem na dan, naša sola i par. Spoznavanje avtohtonih mask pa zaključuje tudi Jack on the Box. Tokrat se je družil s cigani, ki so lokalna posebnost, saj se v to masko vaščani šemijo že več desetletij. Vidimo jih v različnih vlogah, kot so vedeževalci, brosilci nožev, muzikanti ali kurji tatovi. Kakšno vlogo pa je imel Jaka? Poglejmo. Kje ti sem, jaz? Turnovi si! Turnovski cigani smo te vgrabili! Ne, ni šans, jaz. Ne, spet cigani, ne, ne. Sem pridi! Se nas treba razbaviti! Alo, kaj ti imate danes to, neke voze, pa vse ste neke oblečene v ciganke? Ja, Folšenk po Drnovsko. Kaj imate? Ja, Folšenk po Drnovsko. Kaj pa je to? Koga? Folšenk po Drnovsko. Zakaj po Drnovsko? Ja, zato ker ste v Drnave. Ja. Kje se v Drnave to dogaja. Zato je Folšenk po Drnovskem. Pa vsi ste neki cigani, vidim, ne? Ma vsi smo cigani. A to je pa tako, lahko jaz postanem en cigan? Ja. Pa lahko si, ja pride. Me boste zrihtale? Pa bomo, ne boste mazala. To je to. Kaj je to, kava? Ja. Daj mi to malo hipka. Ana, kje čas dojem? Nekaj kradnemo. A nekaj ste kradli? Mama, ja. A prav tak, ja valjda. Razumem. Švedska marca. Ja. Veš kaj je klobuk? Vem kaj je klobuk. Klobuk se dena na glavo. Okay. Klobuk mora biti lep izrihtan, tako kak je to vse vkuper. Tako kak je to vse vkuper, Okay. evo. Sjelan gor? Toti klobuk ima mi odjola na glavo. Ok. Evo. Mam. To starinski pravi klobuk, pravi dečko, ja. A, kaj ste Pravi. rekli, a So že zaproskajte tako malo. drugačni. So že tako drugačni. Evo ga. Kaj pa še da to? Zdaj pa, da ti malo nekaj zgledaš, ima mi odjela gor verižico. Daj ti pa prvo klobuk dol. Ja, malo ma ga zdaj dodjela, Se smo pa daj. prvo probala, če tebi klobuk paše. Mi paše. Zdaj pa tebi klobuk paše. Zdaj boš doba prvo eno verižico, Ok. potli boš doba drugo verižico. Super. Evo, si zdaj že vredi to. So že boljše, mi je že drugače. Ja, samo roboča nemamo, roboča v drugiš doba. Dobro, zmenjeno. Pa ma tako naredila malo, ka ma na mesto roboča tako tudi jela, ne? Ok. Kaš malo zgledna nekakve take, evo Tak. vidiš. Ovo. Je. Svešimo zode. To je to. Da pa še nekako zgledneš, ker imamo mi cigane radi žive oblačila, radi so lepe. Ciganice smo na vse lepe, ampak cigoni pa so glih tako radi lepe, Ja, veš? točno to. Kon si dja to zdaj? Kon si to zdaj dja? Brez tega ne mreš nikam. Ja se opravičujem. Ne opravičujem, Jo. to ne kar tak. Jo. To so naša pravila, ki so napisana v knjigah debelih in zapečatena v Dubaju na borzi zlata. Ne, res, kaj? Kako pa te ti Ja, misliš? kaj si ti nori? Štempel gor in moraš tako biti, ne mreš nič doj vrčte. Ja, se To se mora opravičujem. tako Ne, biti, res, ja? tako žal. Da pa si. Da pa češ biti tak, trebaš biti, še moraš Še imeti dam to gor, sukjo. ne? Dajmo še to gor. Eno lepo sukjo.
Evo, sukja lepa pisana, evo, ciganček je zrihtane. Mirano, vi razložite to vašo kulturo, zakaj ste sploh cigani pa to? Ja, če bi to rad vedel, bi ti jaz povedala. Ne povejte. Nekdaj so cigoni prihajali v Dornavo. V Dornavo so prihajali v bližino baročnega dvorca in dornavski gospod, ki je prebival v dvorcu, jim je dovolil prebivanje v parku, v parku bližnjem gozdičku, kjer so si postavili šotore in tam so lahko prebivali čez noč. Zjutraj so mogli šotore pospraviti pa ite, gotovo je bilo. Ampak od tam so hodili prosjačiti po Dornavi od hiše do hiše, kjer so jim dobrotljivi ljudje dali oblačila, kakšno meso, kakšno kuro, tak, če je bila že 2 dni zakopana, pa dobili so tudi malo kruheca pa take stvari, ne? Zdaj pa bogati ljudje, Dornavci smo stalno bogate, že nekdaj smo bili v Nemčiji, pa to vse vkupen, pa še so dobili kakšni tote malo novčaka, malo denarca, ne? Sedaj pa bi jaz tak, če ti prideš tote naše cigane, moraš tudi nekako zgladnuti, veš? Ja, in stvar je v tem, pogledni ciganice, kak so lepe in boš lahko enega totega spija, vidiš? Ja, najlepša hvala. Ja, vidiš? To bom vzel, ja. Ja, te pa nič, naj se fašeng po Dornavsko začne, jaz pelam. Gremo, punce! Moji končni občutki, imeli smo se legendarno, oblekli smo pravega cigana, mi malo tam okoli pokazali, za na koncu smo še malo zaplesali, tako da, bilo je legendarno. Z današnjim pokopom pusta se je tako zaključilo jubilejno 60. kurentovanje na Ptuju, ki je tudi letos v 11 dneh festivala postreglo z marsikaterim vrhuncem. Zaključkom kurentovanja pa se poslavlja tudi naša oddaja s kurentovanja na BKTV. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo znova prihodnje leto. Lahko noč!